Pred nami so prazniki in verjamemo, da bodo v večini domov praznično obložene mize, pa tudi prenajedanje verjetno marsikomu ne uide. Ampak kaj je še zdravo, da nam potem ne bo žal? Kakšne pasti lahko skriva hrana, ki v teh dneh še posebej omamno diši in je videti enkratna? Kaj lahko resno škoduje zdravju in kako lahko potem po vsem prenajedanju očistimo telo? In še marsikaj zanimivega, tokrat svetovalko za zdravo prehrano in hujšanje, certificirano nutricistko Mojco Cepuš. Lepo pozdravljeni. Veliko se te dni govori prav o hrani. Kaj bomo jedli čez praznike, kaj bo na jedilniku za najdaljšo noč v letu, lepi pogrinjki, dobra družba, nam vse to lahko spodbudi še dodaten tek? Ja, vsekakor. Hrana je en tak velik sestaven del praznovanja in druženja in pa včasih reguliramo čustva s tem. Včasih hočemo malo dvignati, ker se imamo fajn, ampak če je zraven fajna hrana, se imamo še malo bolj fajn. Včasih se pa nimamo tako dobro, pa je hrana tudi tak super pripomoček, da nam malo ublaži ta negativna čustva. In tega je v prazničnih časih, vemo, da je tudi zelo veliko čustvenih težav takrat. Pač hrana tukaj pomaga, da o alkoholu sploh ne začneva govoriti. Se zdi, da med prazniki pogosto preveč jemo, pa tudi, če nismo lačni? Mislim, da je 2 kilograma, je povprečje, da dobimo gor. Jaz bi rekla, da tisti, ko so srečni, dobijo 2 večinoma. Jaz vidim pri svojih klientih je več, oziroma klienti, ko so pri meni na programu, pa so štartali recimo v začetku zime, rečemo tako, če pridemo v novo leto z istimi kilami, kot ste jih imeli na začetku decembra, je to kar zelo zmaga. Spravi, vzdrževanje teže je kar zmaga v mesecu decembru. Sol, maščoba, sladkor, vemo, da vse to škoduje zdravju, če je tega preveč, potem med prazniki običajno je pa na mizi še pohanje, pečenka, kakšna potica, francoska solata. Kaj je pri vsem tem še zmerno? Zelo odvisno od posameznika. To je zelo težko, je tako na splošno odgovarjati, predvsem gre za to, da naše telo potrebuje nekaj nutrientov vsak dan in pač nekaj kalorij. In če gremo čez, je potem drugi dan treba malo popaziti, da to nekako skurimo. Zdaj žal športom ne gre tako, kakor si mislimo, se bom šel pol na Šmarno ali pa na Celjsko, pa bomo skuril božično večerjo, to ne moreš toliko veliko športati, kakor lahko veliko poješ, oziroma v večini primerov ne. Tako da kaj zmerno je zelo dobro vprašanje, ker včasih pa tudi želimo, malo več pojesti, ker nam je fajn, pa tudi brez veze, da ne bi. Pomembno je samo vedeti, kaj so naši dolgoročni cilji. Se pravi, če želim biti zdrava pa videti svoje vnuke, potem je fajn, da nimam 100 kil. Če pa recimo sem na programu hujšanja, potem je pa fajn, da če želim pač v nekem doglednem času končati ta program, in potem se pač učiti, kako zdravo jesti naprej, je pa verjetno smiselno, da imamo bolj rigorozne smernice, kaj bomo delali med praznike zastavljene. Zelo je odvisno, kaj si posameznik želi. Za hujšanje ali pa za ohranjanje teže pogosto govorimo o vnosu dnevnih kalorij. Kakšne so tu razlike pri ženskah, moških, otrocih? To, kar preračunamo. Neko splošno pravilo rečemo 1500 kalorij, recimo za ženske, za moške malo več, ampak recimo izpišem jedilnika in jih seveda preračunam, ampak potem v praksi se nikoli nihče ne drži natančno, kar je tudi za pričakovati, ker smo pač ljudje. In potem je treba vedno malo gledati in prilagajati sproti, koliko lahko kdo poje. Lahko neki športom uravnavamo, seveda, ne v takšni meri, kot sem rekla, kot mislimo. Predvsem je pa pomembno, 2 stvari sta meni zelo pomembni. Eno je, da izbiramo zdrave surovine, ker če ti poješ malo preveč fižolove salate, pa malo preveč, recimo, nekega dobrega mesa ali pa malo preveč krompirja, to ni nič hudega. Težava je, ko je pač malo preveč alkohola, preveč slanega džanka, sladkega džanka. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna, je, da če bomo imeli srečo, vsi mi danes, ko smo tukaj, bomo koliko še 30-40 let živeli, imamo še vsaj toliko praznikov pred sabo, treba se naučiti živeti s temi prazniki, brez da ti škodujejo psihično ali pa fizično. Ker se vemo, se je zabavno, pa fajn, da se imamo fajn in jemo in pijemo, v resnici pa, če se potem slabo počutimo, smo si na nek način vseeno škodovali, ne samo telesno. Potrebno je pogledati, se pravi, zakaj jem. Ker sem lačna ali pa ker nisem lačna. In prva stvar, jem, ko sem lačna, se pravi, ko greš na božično večerjo ali na praznovanje, tja ne greš lačen, ker če ne boš pojedel preveč.
In to ljudem ni všeč, zato ker se šparamo, ker se veselimo hrane, ker tega pa res ne morem nikoli sicer jesti. Tatarci je na voljo samo tisti en dan ali pa 2 dni in tako se nekako obnašamo. Ampak prvo pravilo je, tam, kjer je zate nevarno, se pravi, tam, kjer se bo prenajedalo in ti tega si ne želiš, tja pojdi s polnim želodcem. Tako kot gremo v trgovino, če skrbimo za to, kaj bomo kupili, s polnim želodcem. Ker če si prazen, imaš kupico napolitank, čokolad in čipsov v košarici, zato ker si pač lačen, si te hrane se ti zelo lušta. Čar praznikov je tudi tradicija, pa da imamo neke okuse, ki se jih veselimo. Sam dobro je tudi vedeti, da v resnici, se pravi, če si človek, ki hodi v službo in ima denar, si lahko vsak dan kupi to, kar boš jedel za novo leto, ali pa za božička, ali pa za veliko noč, recimo, ali pa torto. Lahko si kupiš torto kadarkoli, ne samo za rojstni dan. In je mogoče to pričakovanje, zdaj je trenutek in zdaj moram več. Je mogoče to malo odveč, če malo stvari zracionaliziramo. Ne bi pa jaz recimo svetovala dietnih potic. Pač potica je takšna, kot je, in če vemo, da je to pač sladkarija, vemo, da nažalost nam pripada en kos ali pa mogoče 2. Lahko pa seveda, lahko mi druden saniramo, druden pojemo več zelenjavne juhe, mogoče več solat, ampak to ne gre v celem mesecu decembru, ker pa imamo prevelike oscilacije, jemo, se stradamo, to tudi slabo vpliva na telesno težo. Mislim, mogoče je smiselno razmisliti, če smo rekli, jemo, kadar smo lačni, kaj se takrat dogaja, ko jemo, kadar nismo lačni? Mogoče to bolj zanimivo razpakirati. Se pravi, zakaj bi zdaj, recimo, da bi vi tukaj imeli eno skledo, rum kokos bombonov, ki jih imam rada, zakaj bom zdaj tukaj jedla? In velikrat je zato, ker je na voljo, in pač vidimo, velikrat je pa zato, ker smo na avtopilotu. In pač ne razmislimo nič, kaj se pač v naši psihi v resnici dogaja. Je mogoče tudi iz vljudnosti, ker ste to potico ravno za mene spekla, pa bi bilo zelo nevljudno, da rečem. Velike razlogov. Kaj storiti na obisku, da ne bomo nevljudni? Včasih pogosto jemo iz vljudnosti. Ok, kam greva na obisk? Dajte mi scenarij. Kam greva na obisk? Komu smo prišli? Prijateljem. Koliko dobri prijatelji so to? To so, znanci, ful dobri prijatelji, familija, kaki zoprni Kam greva? K dobrim prijateljem. Okay. Se pravi, če gremo k dobrim prijateljem, imamo šanso, da rečemo, veš kaj, meni je malo nerodno povedati, da hujšam. Jaz, kaj bi bila ti ful užaljena, če bi jaz recimo sabo prinesla nekaj, pa bi tudi vam dala, kar sem prinesla, ampak bi jaz to pojedla. Lahko da je to opcija, lahko da ni opcija, ker je ona prišla ravno iz Nove Zelandije in prinesla vse super slaščice in ne vem kaj in bo zdaj pač, Se pravi, druga opcija je pa, da se vprašam. V tej konkretni situaciji, se pravi, ne morem se pogovoriti, ni oseba zdaj primerna, da se bom pogovorila, za koga bom jaz v tej situaciji poskrbela? Zame, za moje želje, tudi strahove, ki so zadnji in dolgoročne cilje, ali za njeno potrebo po ugajanju, pridobivanju ljubezni na način tega, da je nekaj spekla. In seveda bi bilo idealno, da rečem, seveda bom poskrbela zase, sam v resnici ni tako vedno, Ampak, da sploh pridemo do te točke, moramo mi nekaj načrtovati. Se pravi, preden gremo na dogodek, si rečeš, ta moja prijateljica je takšna in takšna. Z njo lahko skomuniciram ali ne morem skomunicirati. Se pravi, v tej situaciji bom poskušala to in to. Se pravi, treba je narediti scenarije, ker ko si v situaciji, če nisi tega predelal vnaprej, bo šel na avtopilota. Avtopilot je pač to, kar sicer počneš. Torej, ali pojem, ali ne pojem, to, kar počneš vedno. Ampak to ni potem nobenega velikega premika. In to je, meni je to zelo zabavno, ko klijente učim, tudi ljudem, če se jim zdi to zabavno, je to super igrca. Ker naenkrat vidiš, da imaš več možnosti. Ni tako, zdaj sem jaz na obisku in zdaj moram pojesti, ker če ne, pa niti ne vemo, kaj je ta, če ne. Sam tako smo naučeni. Če imaš pa ti scenarij prej razdelan, se pa še vedno ti lahko odločiš, v tem trenutku bom rajši poskrbela za njo. Ampak temu sledijo posledice. Torej, če sem jaz na programu hujšanja, ali pa imam diabetes, recimo, se pravi, in sem pojedla nekaj, kar jaz ne bi smela pojesti, ali pa si nisem želela pojesti, potem je posledica tega, ali ne vem, več inzulina, ali posledica tega drug dan saniram, kjer bom res mogla paziti, pa moram razmisliti, drug dan tudi kakšna zabava, kak se bom tam obnašala. Se pravi, moramo malo na širše pogledati, ker ko sedimo mi za mizo in je miza polna dobrot, takrat je prepozno. In zato je tako zanimivo, vsaka situacija je malo posebna in jo je fajn razpakirati, da vidimo, kje se mi nahajamo, ker včasih je pa tudi tako, da si rečeš,
danes je tak dan, da se mi ne da razmišljati, bom pojedla, ampak seveda teh dni mora biti manj, ker če ne imamo potem tiste ta velike posledice, bolezen, debelost je bolezen, Spravi, treba je skozi biti malo pri stvari. In veste, kaj je glavna stvar pri mojih klientih, kateri uspejo, pa kateri ne uspejo. Spravi, kdo bo shujšal, pa kdo ne bo, Spravi, vsem je težko. Zdaj pa tisti, ki razume, da je žrtev, pa z namenom uporabim to besedo, da je žrtev, ki jo bo mogel sprejeti, da bo zdrav in imel nizko telesno težo, da je ta žrtev razmišljanje in čas, ne dieta pa hrana, ker jedilnik je lahko vedno slasten. Kdo to razume, se pravi, da bo mogel se malo sabo ukvarjati, se bo mogel ukvarjati s kom je zdaj za mizo, da bo mogel to prej razmisliti, da bo mogel načrtovati. Kdo razume, da je to žrtev oziroma to je nekaj, v kar bo mogel vložiti, ta ima ful veliko šanso, da mu uspe. Kdor pa reče, ne, ti mi sam napiš, koliko kilogramov krompirja lahko pojem, ta malo težje, To moraš razumeti. Se pravi, kaj boš ti žrtvoval za voljo nizke telesne teže in večinoma se tukaj ne pogovarjamo o hrani. Če že preveč pojemo čez praznike, naj ne pozabimo na telesno aktivnost, ne bi nas sicer spremljala vsak dan, če se le da. Kaj pa vem? Ja, v teoriji bi bilo krasno. V praksi je pa tako, da če sicer ne migaš tudi decembra, težko najdeš čas, da boš jutri se vstal pa šel na fitness. Ne, kaj je praktično, kaj lahko naredimo, se ni vse tako psihološko pa v luftu, Praktično, kaj lahko naredimo je to, da če ti en dan poješ, se pravi, preveč maščobe, preveč sladkorja, preveč ugljikohidratov, preveč beljakovin, zelenjave ponavadi ni preveč, potem drug dan ta energija se v telesu shrani. In energija se v telesu shranjuje na več načinov. Najprej gre v glikogen, to je oblika sladkorja v mišicah in v jetrih, potem gre seveda pač v maščobo, pa nekaj imamo še tega sladkorja v krvi, ki je pač sproti na zalogo. In zdaj mi moramo ta sladkor, predvsem glikogen, porabiti. To pomeni, da naslednji dan, če jemo spet bogato hrano, bomo ta glikogen počasi presnovili v maščobo, to ni dobro, ampak porabimo ga pa na način, da lahko gremo športati, ampak bi res mogli veliko športati, sicer pa tako, da še vedno jemo 5 obrokov na dan, ampak hrano, ki je pač volumensko velika, kalorično siromašna. Torej recimo jajčna omleta z veliko zelenjave za zajtrk, potem jabolko, 2 jabolka za malico, to ni skoraj nič kalorij. Za kosilo izjemoma imamo recimo majhen košček mesa, juho, pa solat ali pa pečeno zelenjavo, za drugo malico lahko spet neko sadje in za večerjo mogoče sam juho ali pa košček ribe. Se pravi nekaj, kar je še vedno volumensko velika, ker kaj se velikokrat zgodi, potem ti ne paše jesti po naslednjem dnevu, ko se prenaješ, ti ne paše jesti do 12, pa nekaj malega poješ, ker še imaš to malo motivacijo, zjutraj si še spočit, pa ne 5, pa vse postanke poješ od prejšnjega dne. In je treba naslednji dan zelo natančno načrtovati, ker je vzrok pa posledice. Tako otročke učimo, če narediš to, te čaka to, če ne bo domače naloge, bo to. Tako je tudi pri nas pa pri hrani. Piškoti, sladice, bolj kot v omari so te dni na mizah. Kakšna bomba energijska so to? Ja, veste, to je, mislim, odvisno koliko poješ, če na mizi niso nikakršna. Če pa jih poješ, odvisno spet koliko. Tukaj gre bolj za to, da človek razmisli, kje se bo vrgel na finto. Se pravi, če mene napolitanke ne ganejo, so lahko na mizi. Rum kokos bomboni boljše, da niso, ker vem, da jih bom pojedla. Ker pri 43 letih sem že tolikrat sebe vrgla na finto, da sem ugotovila, da pač to ni najboljša strategija zame, če jih ne želim pojesti. Tako je treba mogoče malo razmisliti. Ali pa recimo, če ne maraš potice, ok, ali pa ne maraš mesa, imaš lahko to ful narezkov na mizi. Ampak moraš malo razmisliti, kaj je za tebe. Pa tudi tukaj smo sploh ženske, ko smo tako malo bolj orientirane na dom, pa vse zdaj mora dišati, pa mora biti skozi, mora biti nekaj na mizi, pa prihajajo ljudje in tako naprej. In pomislimo, za goste rabim, za otroke rabim, da bo zgledala rabim, Kaj pa jaz rabim za sebe? Noč tudi spat ne bom šla, ker pa moram še pospraviti, pa seveda službo še imam tudi, In tudi nimam časa si prav skuhati, ker se bom kar nekaj že pojedla. In kje sem jaz tukaj v prazničnem času, Pa kje so vsi ostali? In to je tako temeljno vprašanje, s katerim se jaz soočam, ker imam večinoma klientke, s katerimi delam non-stop. Kje sem jaz v tej zgodbi? Ker pač ženska začne hujšati, ker hoče biti zdrava, pa lepa, pa fit,
ampak ponovadi ni zraven moža ali pa kuharice zaposlene, da jo bo nekdo servisiral. Ne? Vse poservisiramo, pa ko ostane še malo energije, poservisiramo še sebe. Včasih pa ne gre, pa pol malo hvatamo krivine. Ne? Kaj, če imamo težave s prebavo? Odkot pravzaprav izvirajo te težave? Kaj delamo narobe pri hrani oziroma česa nam manjka? Kako bi pa definirali težave s prebavo? Da ste zaprti ali da vas želodec boli? Ja. Odvisno, kaj je. Se pravi, ženske smo pogosto zaprte, takrat v prvi fazi damo, če gre na želodec, več surovega sadja, več chia semen, več lanenih semen, več vode in to ponavadi pri zaprtju pomaga. Mislim, da še nisem imela primera, da ne bi pomagali. Neka kombinacija teh stvari. Ne? Če gre pa težave z želodcem, potem pa se lotimo tega po korakih, odvisno kako težke, velike težave so. Če so zelo hude, potem pride tedenska ali pa dvotedenska dieta z rižem. To pomeni, da jemo riž, plus majhne količine, recimo kakšnih kompotov, kakšne dušene zelenjave, mogoče kakega piščanca, zajca, kakšne juhe, nič surovega, spravi čokolade, pepermint, paradižniki, take stvari, kave, ki načeloma dražijo, temu se odrečemo za 2 tedna in to je ponovadi dovolj, da pridemo v stanje, kjer lahko počasi dodajamo neko drugo hrano, za katero vidimo, katera povzroča in katera ne povzroča težave. Mislim, v decembrskih dneh sigurno potica, kava, cigaret, pa še kak alkohol ne pomagata, da se bomo boljš počutili. Ne? Kaj je zdravo odvajanje? Na koliko dni recimo, če že ne vsak dan? Nekateri vsak večkrat. Dan, tako, vsak dan. Veste, kako je? Pa tudi, če si zaprt, to mogoče ni tako huda težava. Mislim, je težava, pa se je fino lotiti. Ampak, da greš pa zdravniku, je pa bolj smiselno, če imaš drisko. To so ponovadi večji pokazatelji, da je kaj narobe v telesu. Pa ne govorim, če traja driska, 3 dni, ne? Ampak če traja to recimo več tednov, je pa to nujno iti zdravniku. Ne? Ker zaprtost se ponovadi kar reši, tudi mogoče lahko z masažo, samo masažo, ne? Pa s pravilno prehrano, dovolj vode, pa dovolj surovega sadja, to kar precej pomaga. Kivi, jabolka, to super pomaga. Pa veste, kaj pozabljajo te mlade generacije? Recimo na ribo, na jabolko zapira, pika, banana zapira. In zdaj, ko bereš te neke članke, ko je kar nekdo od nekod potegnil, banana je ful dobra za prebavo, odvisno, kaj si predstavljaš pod prebavo. Popečen toast, si bomo jedli, saj zdaj za božička ali za novo leto, popečen toast, pa maslo, pa tatarca. Popečen toast zapira. Vse, ki je pripečen, zapira. Vse, kar zgubi vodo, zapira. In je pač neke take stvari mogoče treba malo pomisliti, ko jemo, da malo ravnotežimo, pa da seveda spijemo dovolj vode zraven. Alkohol ste delno že omenila, vino, pivo, šampanjca se kar nekaj spije, sploh decembra. Vedo ljudje, kako alkohol redi? Po moje ne. Tako da jaz plastično, ko razlagam ljudem, rečem, to je tako, da si šalco olja spil. Se ni tako grozno, samo da dobijo malo predstavo, da ni tako, kot da si sok spil. Alkohol je strup za telo, pa strupenje ima prednostno zanko in se izloči prej iz telesa in druge stvari čakajo. In to pomeni, da se veliko slabše hujša, če piješ alkohol. Ampak seveda, alkohol ima druge prednosti. Socialni lubrikant, bolj smo veseli, lažje se sprostimo. Včasih imamo tako naporne dneve, da ljudje dobijo navado, da zvečerniki spijo, da sicer na prvi pogled lažje zaspijo, potem pa to moti ritem spanja. Ampak lahko prijete do neke navade. V decembrskih mesecih pa tudi je težko ljudem, zelo težko jim je reči, da ne bom spil. Lažje je reči za hrano, za alkohol je pa zelo težko ljudem reči, da ne bom. Kar je meni osebno mogoče malo večja uganka. Zato, ker je alkohol veliko bolj škodljiv od recimo hamburgerja ali pa čokolade, ampak Slovenci smo kar pivski narod. Zelo toleriramo. Ja, vse je normalno, če smo malo pijance je decembra. Kaj pa otroci pa te sladke pijače pravijo, če ga kot majhnega navadiš na vodo in ne sladkan čaj, si zmagal? Ja, mislim, vsekakor drži. Čaj, pa tudi, veste, vse lahko ti stisneš pomarančo, pa zmešaš malo z vodo, pa to ni nujno slabo, samo da ni to navada, pa da ni tega doma, da si otrok pač, ko ne ve, kaj bi, odpre hladilnik, pa si natoči neko gazirano pijačo, to je res slabo, potem boljše, da je čokolado, ali boljše, da je kekse, kakor da pije tekoč sladkor. Na vodo, vnos vode pogosto pozabimo, koliko vode bi bilo treba popiti čez dan? Najlažje je, če malo pogledamo, koliko pojemo. Se pravi, na 1000 kalorij rečemo približno 1 liter, ali pa čisto praktično, ko gremo lulat, je voda v straniščni školjki svetlo-rumene barve. Tudi ni priporočljivo, da je prozorna, na tak način dejansko s
praznemo iz telesa elektrolite in potem smo lahko včasih lažno lačni ali pa lažno utrujeni, so, ker nimamo elektrike v telesu. Elektrolite smo spraznili in v tem trenutku je dobro kak izotonik spit. Se pravi voda, žlica medu, pa ščepec soli in se počutimo boljše. To je recimo super nasvet, da za recimo v tekom delovnega dneva, če se slabo počutiš, je kavica in tak izotonik da zelo veliko energije. Verjetno več kot hrana, če pač manjko v elektrolitih, ker ga dobimo prej, ne, v sistem, kot če pač imamo suho hrano. Sploh ljubitelji hrane bodo rekli, da nobena hrana ni slaba, če jo znaš dobro, pravilno pripraviti, morda mešati z drugo hrano. Kaj je zdrav, uravnotežen obrok? Kaj vse naj bo v dnevnih obrokih? Odvisno, o komu se pogovarjamo. Se pravi, za enega maratonca je nekaj drugače, kot za, ne vem, najo, ko sediva za mizo. Posplošeno pa rečeva, da je pravilo 25-25-50, tako neko glavno pravilo pomeni, da ko imamo krožnik pred sabo, polovica krožnika je zelenjava, pa le pa 25% krompirja, 25% pa mesa. Za nas Slovence, bolj strokovno rečemo 25% živil, ki vsebujejo ogljikove hidrate in pa 25% živil, ki vsebujejo beljakovine. Tudi fižol spada tukaj, ne, vsebuje oboje, pa je lahko pol fižola, pol, ne vem, repe, pa je to uravnotežen lahko obrok. Tako nekako. Pa da maščobe ni več kot 30% vsega, kar pojemo v dnevu. Kakšne so navade Slovencev, opažate morda tudi pri svojem delu? So prazniki pogosto izgovor? Znamo uživati v hrani? Ja, mislim, da to ni vprašanje. Mislim, da res znamo super uživati v hrani. Gre bolj za to, da pa spet moški so mogoče malo drugačni, a ne? Tako tudi od njih se mogoče malo pričakuje, da če imajo malo trebuščka, ni tako hudo. A ne? Ženske pa smo tukaj v konfliktu same sabo. Se pravi, najprej, da dokazujemo svojo pripadnost družini, ljubezen tistim, ki pridejo, ne, kaj bomo dali na mizo, potem tudi, da smo zabavne, če še nekaj spijemo zraven, da ne moram zdaj jaz, ko sem vse to skuhala, ne jesti in ne piti, a ne, potem pa se počutim slabo, imam 10, 20, 30 kil preveč, tega si ne želim. In smo tukaj v velikem konfliktu sabo in spet se vračamo na to, ne, spravi, kaj je moja prioriteta, za koga bom poskrbela, kar je, zdaj se pogovarjava tako, ampak to ni stvar, ko bi jo lahko navrgla, zato ker smo ženske, naša genetika je narejena, da skrbimo. Ne? Naše telo ustvari otroka in potem ga rodimo in potem me skrbimo za njega prvih nekaj let. Ne? Mislim, tudi seveda očetje, ampak ne, če pogledamo samo, kako je naša narava narejena. In kar naenkrat to temeljno biološko funkcijo uvreč, ne, jaz bom zdaj sebična in skrbela zase, mislim, skoraj ni hujše žalitve za žensko, kot da je sebična. Ne? Koliko ti je lahko tak sen? Nisi nič naredila, za božično večerjo si naredila solato s piščancem, pa koliko to je, mislim, grozljivka, ne? Da bi si katera ženska to upala. Sej ne promoviram, da bi to mogla. Hočem sem reči, da niti v, kako se reče, realm of possibilities ni, a ne? Niti opcija ni, da bi to lahko, če recimo ta gospa na izključevalni dieti pa ve, da ji bo to škodovalo in tako naprej, ne? Ne poznam od moje klientk nobene, ki bi rekla, se bom pogovorila doma, če bi imeli dietno božično večerjo. Ne? Se ni, da je treba. Sam govori o tem, kaj je na prvem mestu, za koga skrbimo. Ne? Kaj bi svetovali v teh dneh tistim, ki imajo težave z zdravjem, recimo srčno-žilnim bolnikom ali pa povišan sladkor, holesterol, pa mogoče sploh ne vedo, da imajo povišan holesterol? Je mogoče zdaj ni čas za testiranje, zato se bo pokazal marsikaj, sladkor se pokaže, ne? Če ga prejšnji dan več malo žingaš, kaj preveč popiješ, preveč sladkega poješ, se to pozna drug dan na sladkorju in to niso pravi podatki. Tudi pri holesterolu, trigliceridih se lahko to pozna. Vsekakor je pa smiselno pogledati, kje smo. A veste, telo zdaj ne ve, da je december, ne? Pač telo potrebuje to, kar potrebuje in če mu je kaj odveč, od tega potem lahko zboli in zdaj ali december ali rojstni telesu popolnoma vseeno. To smo mi čustveno vezani na datum. Potem pride pa januar, ko marsikdo reče, miganje na polno, nič alkohola, marsikdo začne s postom. Je post zdrav in na koliko časa ga recimo priporočate? Jaz sem zelo velik pristaš posta sama. Iskreno je tako, odkar sem rodila, to je 4 leta in pol, še nisem bila na postu, ker ne najdem mentalne energije za to, pač druge stvari so mi zdaj bolj pomembne, a ne. A prej pa sem se pustila po 21 dni, kar nekajkrat, in sem velik zagovornik tega. Videla sem ogromno enih zdravstvenih prednosti, ki jih dobijo ljudje s takim postom.
Ampak vsekakor ne, pa to rekla, da je to kar za vsakega, nikakor pa to ni metoda za hujšanje, ker med postom namreč ne ješ, ne? Ali pa mogoče pije sadne sokove, zelenjavne prevredke. In ključ diete, se pravi, katera dieta je za vas dobra, katera za mene, katera za gospodiča tukaj. Tista dieta, ki se bomo lahko držali celo življenje. In post to vsekakor ni, ne, ima druge benefite in je to fino mogoče malo prebrati, pregledati, s kom posvetovati, ne, ampak to sigurno ni za hujšanje, ker kaj pa potem, ko bo začel jesti? Kdo te je naučil potem pravilno jesti? Kdo te je naučil čustvene regulacije brez hrane? Ne? Nihče, ker pač takrat, ko nisi jedel, pa ti si 20 dni se že zdrži, ne. Kaj pa do konca življenja? Rabiš pa druga orodja za pravilno prehranjevanje, pa nizko telesno težo. Sicer se kilogrami hitro vrnejo lahko. Ja, več se vrne, ne? Več se vrne, ker telo tudi razume, da si ga strado in hoče to skompenzirati. Lakota je sicer naravno stanje, imamo ljudje prilagojen organizem za to, ampak je tudi kakšna kila več lahko naravno stanje, pa se kakšna kila več človeku ne škoduje, ne? Je celo veliko raziskav pokaže, da je kakšna kila več, če si v bolnicu, dobra za tebe, ko si starejši, boljša za tebe, ne? Ampak kakšna kila, ne kakšnih 10 kil. Je kakšen dober recept ali pa vsaj nasvet za čiščenje telesa po vsem tem preobilju čez praznike recimo? Ja, mislim, vsekakor. Prvo je, da jemo v nekem ritmu, torej da rečemo, za voljo tega, da se ne bom prenajedala zvečer, bom imela 5 obrokov. In potem so te obroki lahko sestavljeni iz kuhane ali surove hrane. Recimo, če zdržimo to, ne, da smo, ne vem, en teden ali pa nekaj dni na kuhani ali na surovi hrani, to je super. Vprašanje pa, če zmoremo. Pa nič hudega se nam ne more zgoditi v tem času, ne. Pač malo smo lačni, ampak nič kaj hudega, telo si pa lahko malo upomore, ne, pa tudi zaloge imamo dosti. Bi pa tukaj vseeno rekla, da to, da nehamo jesti, mogoče je... Kako bi rekla, intuicija nam govori, da če pač neham jesti, je to naravno, vsej tudi, ko sem bolan, ne jem, ampak po drugi strani pa spet moramo malo poznati kemijo telesa, kaj bo telo najprej skurilo. In najprej bo skurilo glikogen, se pravi, če mi dve zelo nehava jesti, bova danes in jutri kurle to, kar sva jedla zjutraj ali pa prejšnji dan, to bo glikogen. Potem bo pa hitro šel na mišična tkiva in pač na druga tkiva, ki mogoče so malo pokvarjena ali pa neuporabna v našem telesu, šele potem bo šel na maščobo, po recimo 3 dneh, 4 dneh, odvisno od organizma. Tako da kar nehamo jesti za recimo 2 dni, dolgoročno povzroča veliko škodo, ker si kurimo mišično maso. To, da pa kurimo mišično maso, to je pa veliko tveganje za zdravje. Tako da teh stvari se treba lotiti malo bolj premišljeno, treba kaj prebrati, se s kom pogovoriti in pa seveda, če se odločimo za post, ne traja potem res en teden, ne pa 2-3 dni, ko ravno pridemo v fazo ketoze in potem nehamo, torej smo stalno nekako v fazi, ko kurimo mišice in to je pač škodljivo za zdravje, ne. Omenili ste, pri svojem delu ste spoznali veliko ljudi, pomagali do boljših rezultatov, pa vendar pravite, da je najvažnejše, da pri tem vztrajajo in da se tudi naučijo obdržati vso to znanje in težo recimo naprej vse življenje. Ste tudi malo psihologinja? Boh ne daj. Ne, sicer sem upisala doktorat na področju zakonske in družinske terapije, ampak ne bom se s tem ukvarjala. Veste, zakaj gre? V današnjem svetu ne more nihče reči, da ne ve, kako se shujša. Kako bom pa jaz vztrajal na tej poti, to je treba pa malo pogledati, kaj se ti dogaja. Ampak zelo velikrat, jaz sploh ne grem v, kaj ti je naredila mati, kaj ti je naredil oče, kaj je tvoja babica in tako naprej. To je res stvar za psihologijo, za izšolane posameznike, ki znajo odpreti stvari, pa jih tudi pol zapreti, ker najlažje je kopati po ljudeh. To je zelo neodgovorno, da pustiš potem vse odprto. Mene bolj zanima, se pravi, če greš tašči na kosilo, ti je tašča zoprna. Če ti je zoprna, pet fej sita tja, pa pojej malo ali pa poglej, če lahko daš hrano, kot jo bo ona nadevala možu na krožnik. Se pravi, najdemo neke strategije tukaj in zdaj, zato da preživimo to situacijo. Jaz delam bolj na tem nivoju, zato ker to so uporabne stvari za celo življenje. Velikrat ljudje ne morejo reči ne. Postavljati meje, zelo dobro se na hrani pokaže, koliko smo sposobni meje postavljati. In enkrat mi je rekel en prijatelj, pravzaprav je bil supervizor, takrat terapeut, moj supervizor, ki je rekel, Mojca, mogoče en tak čip trik,
je, da ljudje rečejo, da so bolani. A ne? Se pravi, če me pa želodec boli, če je pa zdravnik rekel, da ne smemo, ne? Potem imamo pa tak nek, kako bi rekla, alibi, da zdaj pa si lahko privoščim narediti nekaj za sebe, reči ne in pa postaviti mejo. Ne? Da recimo take stvari, tudi to recimo, kdaj rečem, morda je opcija za vas, da rečete, da imate, ne vem, vnetje želodčne sluznice nekaj, a ne? Pa vas bo pa pustili pri miru. In je to tak nek časni izhod včasih za ljudi, ker jim je tako težko postaviti mejo in poskrbeti za sebe. Skratka, v prvi vrsti pa pogovoriti se sam s seboj in odločiti, kaj je najbolje zate. Ja, pa kako bom to speljal, a ne? Pa tudi v resnici, kakšno žrtev ti to predstavlja. A ne? Včasih je reči ne tako hudo, da ne zmoreš. Potem pa pač to treniraš. Na drugih situacijah z drugimi ljudmi, a ne? Ni tako, Mojca, ful hvala, ko si rekla, da rečem ne hvala za kekse, a ne? Ampak v resnici pa potem situacija lahko čist drugačna, pa tega ne zmoreš. A ne? In to je treba imeti zelo veliko, to se tako zveni hecno, ljubezni in razumevanja do sebe, potrpljenja, ne? Da si sočuten do sebe, da si rečeš, je pač danes ni šlo. Bomo pa malo zdaj premislili, pa bomo naredili boljšo strategijo za jutri. Če skleneva, kjer smo začeli pri praznikih, koliko pregrehe torej dopuščajo prazniki, toliko, kolikor si bomo dovolili? Ja, to, kakor se bomo odločili, moram jaz biti gospodar nad svojo hrano, ne pa okolica in pa hrana. Spravi, jaz se moram odločiti, kaj bom počela, toliko je dovoljeno, kolikor si dovolim. Hvala za pogovor. Hvala lepa. Z vami sem bila Nataša Repovž.